Lep pozdrav, sem Martina Lavrenčič, prihajam iz Gradišča pri Vipavi. Za moj poklic sem se navdušila že v osnovni šoli oziroma še ko sem bila mlajša. Do tega me je pa pripeljala moja mama, ker mi je vrgla obleko za mojo punčko, s katero sem se igrala na ogenj. In jaz sem v solzah gledala, kako je tista oblekca gorela. In takrat sem sklenila, da ji zašijem novo. Ja, moje podjetje se imenuje Šiviljski salon Martina. V tem podjetju delujem že 27 let. Izdelujem in kreiram oblačila, vrhnja oblačila ter izposojam svečana oblačila. Danes še vedno šivam. Moj običajni dan je razdeljen na 2 dela. Dopoldne šivam v svoji delavnici, popoldne pa sem v svoji trgovini v Ajdovščini. Momentalno največji izzivi so internetna prodaja in pa velika poplava teh cenenih izdelkov. To poskušam na ta način reševati, da se čim bolj približam strankam, da želim ustreči strankam in seveda zadovoljne stranke. Največje zadovoljstvo so mi zadovoljne stranke in predvsem, da lahko delam z njimi. Najbolj sem pa ponosna na to, da so me spoznali tudi izven mojega domačega kraja. Zelo v veselje mi je bilo, da sem lahko šivala za vinske kraljice Slovenije. Najbolj pa 2014 sem šivala za Špelo Štokelj, to je to našo gospodično iz Planine. Potem sem kreirala in šivala tudi za Miss Havaja Tropik, Miss Slovenije, Miss Športa Hrvaške. Ja, lahko povem tudi to, lahko boste to zbrisali. Dobila sem naročilo za šivati tudi za Evrovizijo, vendar so mi rekli, da sem premalo znana in mi niso dovolili. Aha, kako na primer poteka narediti obleko eni nevesti ali pa eni misici. Najprej tako, pride gospodična do mene, povej, kakšne so njene želje oziroma kaj ne želi poudariti na svojem telesu in kaj želi poudariti. Potem skupaj zrišemo eno skico, jaz naredim kroj, krojim, pomirimo, pa popravimo, pa spet pomirimo in tako. Potem na koncu še okrasimo, če želi perlice, čipko in tako. Ja, že v osnovni šoli. Takoj po tisti obleki, ki je zgorela. Ja, če bi bila danes stara 14 let, bi ravno tako izbrala tekstilno smer. Ja. Za šiviljsko šolo sem se odločila, vendar je bila šola v Ljubljani. To je bil tudi zame resnično velik izziv, ker nisem hotela od doma. Imela sem veliko domotožje, vendar mi je želja do tega poklica bila izredno velika in vztrajala sem. Čeprav mi je bilo velikokrat težko v Ljubljani, vztrajala in danes sem vesela, da sem lahko v tem poklici res že 27 let samostojno. Jaz mislim, da so ključni elementi, da imajo radi poklic, s katerim bi ga radi opravljali, da imajo radi poklic,
S tem bojo lahko premahali tudi težave, ki pridejo, verjetno to pridejo povsod. In predvsem imejte radi svoj poklic.